gospod Tomaž Krištof, arhitekt, ki bo govoril o celovitih prenovah večstanovanjskih stavb. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej bi vas vse prav lepo pozdravil. Predstavljal bi možnosti in priložnosti celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. To so tako imenovani stanovanjski bloki, zgrajeni večinoma torej tisti, s katerimi se ukvarjam, so grajeni večinoma v povojnih desetletjih, po drugi svetovni vojni v okviru povojne prenove. To so v bistvu bloki, ki se danes zelo obsežno v Sloveniji prenavljajo v okviru tako imenovane energetske sanacije, ki v praksi pomeni nalaganje toplotne izolacije na obstoječe fasade. Zdaj, te energetske sanacije naslavljajo en problem, ki ga te stavbe vsekakor imajo, to je pač nezadostna energetska varčnost. Na nek način pa pozabljajo na druge probleme. Jaz bih tu ene par čist na hitro izpostavil. Torej, Slovenci v evropski statistiki smo Slovenci na tistem slabšem koncu lestvice držav po stanovanjih, po velikosti stanovanj. Imamo ena najmanjših stanovanj v Evropi, imamo ena najbolj prenaseljenih stanovanj v Evropi. Recimo mestni sklad, javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane še danes razpisuje natečaje, da en član družine spi v dnevni sobi, temu se reče prenaseljeno stanovanje, in tukaj smo eni slabših v Evropi. Posledica vse te statistike je tudi, da imamo prebivalstvo z eno največjih občutnih stanovanjskih prikrajšanosti med vsemi evropskimi državami. Ampak pomanjkljivost teh stanovanj oziroma teh objektov, ki bi jo pa najbolj izpostavil, je pa njihova nezadostna potresna varnost. Torej, kar osmino prebivalstva Slovenije, to je 1/4 milijona prebivalcev, živi v stanovanjskih blokih oziroma v večstanovanjskih objektih, ki so bili grajeni pred sprejemom prvih protipotresnih predpisov, kar je bilo leta 1963. In to je en tak realen slovenski problem, s katerim se pa praktično nihče razno res ozko specializiranih strok ne ukvarja. To ni političen problem, recimo, pa bi moral biti. Zdaj, par teh blokov v zadnjem času se pravi, etažni lastniki v teh blokih so se v zadnjem času začeli zavedati te potresne ogroženosti in so za svoje bloke pred energetsko sanacijo naročili še študijo potresne varnosti svojega objekta, svoje stavbe. Zdaj, jaz sem prejel 2 od teh študij, sem jih poslali in po eni je njihov blok ustreza, en izmed teh obeh blokov ustreza 20% potrebne potresne varnosti. To je tale spodnji blok, ki je vmes že bil energetsko saniran, žal, se pravi, so ga že oblepili z stiroporom celo. In drug blok, ki ustreza celo samo 16% potresne varnosti. Oba dva sta bila grajena okrog leta 1960 in v bistvu podobne podatke bi dobili za marsikateri izmed teh blokov. Zdaj, tukaj na sliki mislim, da se ne vidi dovolj. To so ene take tipične razpoke, ki jih najdemo na zunanjih konstrukcijskih sten, oziroma fasadne stene so ponavadi konstrukcijske teh objektov. Zdaj, za zakritje teh razpok s toplotno izolacijo lahko jutri pridobimo subvencijo države, oziroma subvencijo ekosklada brez vprašanj, kakšno je stanje teh objektov. In to je pač en izmed podobnih primerov, kjer so konec lanskega leta energetsko sanirali stavbo in v bistvu se je lepo videlo, kako stiroporen, ki mimo grede gorljiv material in je tako ali tako prepovedan pri prenovah. In stiroporom so lepo prekrili te razpoke in se ne vidijo več. Zdaj, po mojem mnenju si takšne prenove zaslužijo izraz ne energetske sanacije, ampak Potemkinove prenove. Torej, mi prenovljamo samo kuliso, vse, kar ostaja znotraj stavbe, ostaja takšno, kot je bilo prej. Predvsem pa je tukaj pomembna ta potresna varnost. Zakaj se to dogaja? Torej, jaz sem prepričan, da je to zaradi pač našega, recimo, sledenja politike Evropske unije. Politike Evropske unije, vemo, določajo severne države, ki pa potresa ne poznajo. Se pravi, tam je hladno, tam je energetska sanacija smiselna, zelo se zavedajo tudi prevelike energetske odvisnosti od Rusije
potres pa pač ni tema, no. In zdaj, kar se prenov tiče, bi verjetno bilo bolj primerno, da Slovenija ne skoči na francosko-nemški vlak, no, ker pač nimamo istih pogojev kot ti dve državi, ampak žal na špansko-italijanskega ali pa italijansko-grškega, ker smo glede potresov bliže tem državam, no. Zdaj, glede priložnosti celovitih prenov večstanovanjskih stavb bi na hitro predstavil samo dva konkretna projekta. Pri prvem gre za en manjši blok na Prulah, v njem je 20 stanovanj, ene take kvadratne zasnove je. Zdaj, v bistvu celoten projekt je s tema dvema schemama, no. Na levi strani vidimo obstoječe stanje, zgoraj vidimo tloris. Se pravi, tlorisno mi stavbo povečamo v vse 4 smeri, jo tako rekoč obdamo z novim volumnom. V tem novem volumnu pridobimo nove stanovanjske površine, pridobimo dvigalo in pač vse ostalo, kar še potrebuje stavba in ji manjka. Hkrati pa z njo zavetrujemo oziroma potresno zavarujemo in konstrukcijsko utrdimo stavbo do te mere, da je možno na vrh graditi nove stanovanjske etaže, ne. In potem s prodajo stanovanj v teh novih stanovanjskih etažah delno sofinanciramo, večinsko sofinanciramo v bistvu to, kar smo prenavljali spodaj, no. Se pravi, ta spodnji del omogoči zgornjega in zgornji del financira oziroma tudi omogoči spodnjega, no. To je čist ena taka preprosta schema, no. In dobimo en blok, ki ima pač spremenjeno podobo tudi, no. Recimo malo bolj skladno z sodobno arhitekturo, ne. Zdaj, če na hitro samo gremo skozi, no. Se pravi, stanovanja v tem bloku so majhna, velika so, mislim, da 48 kvadratnih metrov dvosobna, za razširitvijo postanejo velika do 75 kvadratnih metrov, kar pomeni 60% povečanje površine stanovanj, dobimo nova dvigala, nove inštalacije, prezračevanje in podobno. Kot pa sem že povedal, pa s tem obodom v bistvu potresno zavarujemo oziroma zavetrujemo stavbo in seveda je v tem tudi vključena energetska sanacija stavbe, ne. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, ta nov del, ta prizidan del stavbe je za obstoječa stanovanja oziroma za lastnike obstoječih stanovanj fleksibilen. Oni se lahko sami odločijo, na kak način ga bojo uporabljali, ne. Lahko ga v celoti namenijo notranjim prostorom, novim notranjim prostorom, dodati je možno do 2 novi sobi, se pravi, dvosobno stanovanje postane 4-sobno, ali pa imajo v celoti to namenjeno terasi oziroma zunanjemu prostoru, ali pa pač vse variacije, ki so med tema dvema, no. Dobimo en tak objekt in v bistvu na stavbi se tudi pač ta igra fasade ni nek arhitekturni motiv, ampak je v resnici prikaz tega, na kakšne različne načine različni lastniki pač izkoristijo ta prostor, ki jim je bil dan. Drug projekt bo predstavljen hitreje, se pravi, gre za tale blok, ki so ga pa žal vmes energetsko sanirali, ampak to je torej blok, ki ima po študiji ZAGA zgolj 20% potrebne potresne varnosti, je pa takšnih stavb v Ljubljani 49, vse so bile narejene po istem načrtu, no. Se pravi, pač ena je zdaj že šla, ampak 48 jih še ostaja za prenovo. To stavbo pa zaradi specifike lokacije lahko razširimo samo na 2 strani in pa se pravi dodamo obstoječim stanovanjem, jih sam podaljšamo recimo, žal ne moremo dodati na ta način novih notranjih prostorov, ker bi s tem pač zaprli prejšnje notranje, dodajemo samo lože ali pa povečamo obstoječe prostore, obstoječe dnevne sobe in to, ne. In na vrh seveda za financiranje tega projekta dodamo 2 novi etaži, no. In potem blok izgleda približno tako, no. Zdaj, stanovalci, to moram recimo eno kritiko omeniti, no. Stanovalci tega bloka so mi rekli, da pa v bistvu ni toliko všeč projekt zato, ker ustvarja neko segregacijo, ne, med tistimi zgoraj in tistimi spodaj. Da je tisti prejšnji projekt bolj primeren, ker ni videti, kdo je zgoraj in kdo je spodaj, no. Ampak, no, tako izgleda ta stavba, ne. Za zaključek, glede na to, da bomo kmalu v času sestavljanja nove vlade, bi samo prebral, kaj je aktualna vlada, oziroma ne vem, če se temu še reče aktualna, imela zapisano v svoji koalicijski pogodbi. Je to lepo, da bi kar prebral, no, dobesedno. Se pravi, koalicijski projekt številka 1 se imenuje celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti. Celovita prenova stavb v državni, občinski in privatni lasti mora obsegati energetske, protipotresne, požarno varne, funkcionalne, sanitarne in druge oblike prenove in razširitve stavb,
ki izboljšujejo tehnične in gradbene lastnosti stavb ter pogoje bivanja in delovanja v njih. No. Torej, vlada je bila zelo ambiciozna, ko je zastavljala to koalicijsko pogodbo, no. Žal je večinoma ostalo zgolj pri tej prvi besedi, to so energetske sanacije. No.